Živjo, 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 naročniki DOO. Evo, končno smo posebej ločeni, tisti, ki vam je do zares, pa do tistim, ki bi sem ferbce bajsali, pa bi se jahali, pa bi se napajali z mano, pa me obsuvali z milijardnimi vsebinami, pa mi ukradli čas. Grozno slaba situacija, koliko imamo tega narcizma med nami. In sem namenoma naredil en filter, ljudje itak ne cenijo, kaj počnem, a ne, vsi pravijo, super Turšič, nekar še nas futrej, pa rečeš, da mi je €1 za en video, pa že kako se prodajaš, pa kva, pa to možda džabe, pa nekaj, ne. Pač ne dam, nobenemu ne bom potalil, niti enega ne bom potalil, ker tisti, ki je dal, bo z mano dobrodošel, ker jaz mislim, da €1 na video ni taka reč, glede na to, da se gremo vsebine. Plus zastopite, da sem jaz brez službe in bom se predal vam do celega. Pravzaprav sem se že, sam folk še ne spoznane. Nič hudega, pride njihov čas, najprej bodo zdaj malo lačni, pa bo pa ni problema, bom naredil čez dan jim take malo rajcunge, da bodo dobili, pa tudi nagrade za vse imam, krasne ideje imam, malo bom skrivnosten, se mi zdi tu bolj všeč. Zdaj, ljudje pravijo, ja, pa to, zdaj so me kontaktirali, recimo od nedelja na ponedeljek me je kontaktiralo ful ljudi, da ful ve vse, kaj jaz govorim, čisto točno jim je jasno, ne. V bistvu ne povem nič novega, ne, tako da v bistvu ne bodo nič plačali, ker itak že vse vejo, ne. A veš, sicer pa the best, da govorim, pa super lepo jaz predajam stvari, ne, ampak ne bodo plačali. Mislim, kaj jih njušiš, da on bi želel zdaj pa dobiti džabe mail, ne, ampak ga ne dam, nihče ne bo. Druga stvar, ki je, oni so se, ja, izgovoril milijon, ne, zakaj ne, pa ena mi bo poslala liter slivovke, ne, sem rekel, ajde, pa ne bo, ne, pa dej, ampak na nič ne bo nič, ne, prav tako moramo se definirati, mislim, če nekdo uči ljudi tam skakati v mrzlo vodo, pa jim računati €270, da greš na dihalne vaje, pol jaz mislim, da €17 res ni big deal, ne. Jaz bom za to precej naredil, pa tudi če vas bo 5 ali pa če vas bo 50 ali pa če vas bo 500. Ne, pa tudi ne rabim jaz tega denarja, takoj, ko denar ne bo več potreben, ne bomo več, ne bom nobenemu nič računal, samo odklenil bom vse, tako da ne boste takrat užaljeni pa rekli, zdaj imamo pa vsi vse. Ne se preveč tudi pol kasneje razburjati. Zdaj, še ena stvar je tle vmes, jaz namenoma sem se odločil, da naredim to varianta gverila v kontekstu, da boste, da imate link. Ta link, zdaj, če ga pošljete nekomu, bo on tudi lahko pogledal, a ne. Ideja je v tem, da v bistvu lahko si pogledate vi in s tem tudi podelite med vaše prijatelje, za katere mislite in v bistvu ste vi že za njih plačali. Tako da se mi zdi iz tega naslova tudi ena taka lepa, simpatična gesta. S tem, ker ste prispevali stvari meni, a ne, boste tudi pomagate tistim, ki ni bodo nič prispevali, ki bodo še zmeraj dobili kakšen video, enega ali pa dva in bom našraufal prav kratka na teden, da jih malo porajcam. Samo sekundico. Ajla, dajte pokličem nazaj, zdaj imam pa že druge dogodivščine. Ok, čau, ajde, čau, pokličem back. Ja, to je tako, rečeš pokličal 3:30, ampak ne, pol je ful super 4:15, ki je drugačne, človek čaka, pol pa ni nič, ampak dobro, moramo kar postaviti svoje meje. Evo, zdaj jaz sem se tega narcizma ful poletil, ne, in sem ga včeraj zdaj kar dobro obdelal in kar dosti dobro se je tudi sam ta narcizem izkazal, ne, se pravi, nek mladen nas začne natepavati in najedati. Smo ga skenslali, vmes sem bil pač dober prikaz, kako z ljudmi, ja, ampak jim postaviti mejo, ker ti ljudje pač zažerejo do nezavesti, to sem že opozarjal. Vi kot source, energetski source, morate pokazati, ki je meja. Oni nimajo mase, oni so lačni kot pes. Oni zdaj čedalje manj energije dobivajo in jo rabijo, res jo rabijo in so pripravljeni zadobiti jo, so pripravljeni biti najbolj podli, najbolj sligavi, najbolj sluzasti, tako da previdno ful, ker so najbolj prijazni in pol vam bodo razlagali zgodbe, kako jo on pozna, on se z mano pogovarja, on pozna Štefko, in Štefka je čist butasta, čist nič ne razume. In jaz tako, ja, okej, se pač to vem. Ja, in moj sin tudi, stara moja, in rečem, stara moja, kaj imaš občutek, da imam čas zdaj poslušati, kako Štefka pa Marko ne razumejo? 3/4 sveta ne razume in se ti zdi smiselno, da mi kradeš čas.
In pol že, pa zakaj si pa zdaj užaljen, ne? To je ta njihov takoj princip, ne? Kaj sem užaljen, nespoštljiva si pa pika, a je prav. Tako da, dajte to postaviti zase, ker če se ne boste, jaz se ne bom mogel namesto vas. Trump nam je pokazal, kako te stvari grejo, Putin tudi. In oba se smejeta in obema je kul, in tudi meni je kul, in tudi jaz se veliko smejem. Rad bi pa vas navadil, da ste samostojna bitja in postavite mejo tem pijavkam, ker so res neizmerno lačne. Zakaj one tako pijejo iz nas? Zaradi tega, ker oni niso priklopljeni na ver. Ver, s katerega se mi napajamo, pravzaprav imam tleno ful dobro napisano, največja skrivnost sveta pred človeštvom je, da smo mi vir energije. Kraljestvo nebes je v nas. Smo pa samo na to pozabili, ker imamo največje sranje oziroma strupe urinjene v vodo, v hrano, v zelenjavo, v frekvence, ki jih poslušamo, v indoktrinacijo šolsko in tako vse te novice in seveda princip narcisa, ki ti zmeri reče, da ti nimaš prav. In te nekako proba prepričati, da ne veš točno, si ti Matej še zdaj ali ne. No, tako da zdaj pa imam dobro, ker sem spremenil astrološko znamenje, nisem Matej, jaz sem Ribič po horoskopu. Pojem pa ne potegne film in reče, se ti norca delaš. Absolutno, na nespoštovanje se delam norca, ker jaz sem spoštljiv, tako da se ne bom zdaj glih nespoštljivo obnašal, ampak norca se bom pa delal, pa imel se bom the best iz te njihove bedarije in norosti. Jaz sem drugače iz Cerknice, tle je norost doma in imam kar en dober prikaz, kako te stvari pri nas izgledajo, ko je pust, ki je, sem se ustrašil, da mi bo okno na glavo padlo. Kako norost zgleda, ker zapusta, če še niste bili tle, pa lahko pridete pogledati, kaj se dogaja tam kreteno, kaj jim pele po betinah. To je, beyond nek normalen človek ali pa normalen odnos, polka da masko gor, polje pa sploh vijavaja. Jaz bom v prihodnje vam naredil še kakšno oddajo v smislu, imam pripravljenih ful nekih skript in tako, da vam bi malo predal. Sem bi rad strnil, pa moram prebrati, pa rad bi vam tudi dal kakšno prosojnico gor, zato rabim malo priprave. Tudi se mi zdi smiselno, če ste dali iz žepa nekaj, da dobite ničkon drugače, kakor zgolj slikica narave, da bomo mogoče bolj poučni, bom se probal potruditi. Ne vem, če mi bo zmeraj uspelo, se konc koncev pa veste, kaj približno pričakovati od mene. Zdaj tukaj smo že navajeni, ne? Zdaj ene stvari so tako naprej posnete, eni so pa live, tam pa je mogoče tudi zame, sem še zmeraj zelen po 8 oddajah ali 9. Še zmeraj sem mladič in ob vseh napadih na energetskih nivojih se mi zdi, da se še kar dobro držim, ne. Čeprav bi bilo mogoče bistveno boljše, da bi ugasnil vse komentiranje, da vam pač sam govorim tako, kot mi paše, ne. Čeprav si želim neke interakcije, ampak zdaj ti narcisi lačni, ne vem, če ste opazili, včeraj se je tudi, so se spravile babe pogovarjati, ne vem, kako je ona tam včeraj nekje bila in oni imajo conversation. Mislim, valjda meni fokus vzame, Mislim, da bi nekdo postavil konkretno vprašanje ali pa konkreten predlog ali pa istočnico, to pa ne pele, tako konstruktiva. Tja not bi šel rad, se mi zdi smiselno, da če ima kdo kaj za vprašati direkt. Mogoče bodo nedeljski, ne mogoče, zagotovo bodo nedeljski live zdaj drugačni, zaradi tega, ker pač čuvam svojo energijo, ne bom jo stresal, oziroma da dam jaz 2 uri nečesa, pa v bistvu ni efekt tak, kot bi vi želeli in kot bi jaz želel, ne? Ni pač tistega polnega, zaradi tega, ker je motilnih faktorjev kar nekaj. Vsekakor mi je všeč, da se odzivate tako, kot se. Ful lepo in po drugi strani mi je všeč, ko smo se že naučili komunikacije med ljudmi. Sploh na Facebooku, recimo, tam se bolj stvari dogajajo in mi je the best, res, ko smo se začeli ne več jeziti na ljudi, ampak jim lepo povedati. Ne paliti več na te triggerje, lepo vas prosim, ker to želijo narcisi in ne jim dati. Moramo jih na nek način kaznovati, ker so se pač toliko časa napajali na nas in vi nujno potrebujete energijo in to svojo sebe, zato da boste sploh splezali ven oziroma se prebili, pa boste pa znali vi to čuvati tako suvereno. In moramo se poiskati ta pravi skupaj. Narcisi ne želijo, da se dobimo skupaj, njim je to kazen Božja in te družbe se bojijo. V bistvu tle imam tudi napisano, čakaj, svoboda, mi smo duše
ki jih družba ne more več zadrževati v svojih okvirjih. Ja, nimajo več v rokah ničesar. Zato pa se lahko jaz grem na kaštami na račun v Nemčijo. Jaz 2 leti nazaj najbrž bi že tlele inšpekcija skakala okrog mene. Ne? Tudi avtorske stvari tlele sploh se ne sekeram prav nič. Zaradi tega, ker družba razpada. Prav nič se ne sekeram, ali kaj jaz tle bleknem, ker vem, da ne bo prišel noben, ne policaj, ne noben mi reč, ko Tušič nekaj, kaj govoriš, ti si proti sistemu. Recimo, to je bil včasih Radio Kričač, pa so ga preganjali, ne. Vemo najbolj v Radio Kričaču več kot o Nikoli Tesli, ne. To pa nam tudi dosti pove o sistemu, kako je funkcioniral, pa kaj nas je indoktriniral. Alright. Imamo, ok. Bom šel kar na začetek. Svoboda. Svoboda je ena stvar, ki sem jo mu kar sem eno besedo, pravzaprav sem včeraj mislil več o tem govoriti, ampak ker fokus šviga levo, desno, ni bila na listu napisana beseda svoboda in mi je šlo z glave, evo. No, ampak svoboda je tisto, kar seveda iščemo po teh, šolskih primerih, da svoboda je odsotnost od vojne, a ne, pa da svoboda je, da lahko greš na dopust, kot je dopuščeno, da si izpuščen iz zapora, a ne. Rekel, tega mentalnega in suženjskega zapora ti je dopuščeno tistih 12 ali 20 dni na leto, a ne. Tako da to nikakor ni bila svoboda, če tudi je človek, ki mu recimo 2-3 ure plače, to še zmeraj ni bila, tudi približno ne, svoboda. Svobodo sam tretiram, tako da rečeš, jaz bom nekaj naredil danes. Kaj bom naredil? Ne vem, kavo bom skuhal, ne, recimo, tam je dobra. Pa bilo pa fajn, če bom video naredil. Jaz sem kašen. Ja ne vem, moram kavo spiti. In tle pride telefonski klic, pride message, pride mail, pride neki in tam zdaj se fokus premakne. Ojoj, Peter ima težavo. Ojoj, vse spustimo z rok, ker Peter ima težavo. Jaz sem za pomoč, vendar narcisi so pogruntali, da če narcis Peter reče Turšiču, stari, toliko imam štalo, dej prid pa, jaz moram s tabo se nekaj zmeniti, nujno. Stari, to je past, ne id. Rečeš, stari moj, sorry, so prenapeti časi, ne mogu bako iz žvaku, tako da ne, lahko se dobiva 6:30 zvečer. Joj, pa ne, pa kaj ne bi prej. Ne. To je ta ne, ki se ga moramo navaditi reči, ker ti že imaš svoj plan, kaj ne? Valjda ga imaš. In kdo je zdaj nekdo, ti ga bo spreminjal? Seveda si odprt za predloge. Lahko pretehtaš, pa rečeš mogoče, zdaj bo pa meni Pero dal lepo za 2 kofeta, pa ga bom jaz lepo, previdno, ker vem, da Pero je opasan. Ali pa ga bom pretehtal malo. Če greš s tem namenom polja, da boš pa ti zdaj tam žrtev, pa te bo on lepo pil, pa mu ti ne boš mogel nič dopovedati, ker bo iskal konflikt, na koncu boš ustekal vas navrvan in rekel, bem ti Pero, spet me nategnil že 500 tič. Ne jim tega dati, bodite res previdni, ne jim tega dati, ker oni prav to hočejo. Hočejo, da ste vi nanervani. On vas bo povabil na kavo, pa on govoril, ti ga moraš pa poslušati. Pa strinjati se moraš, ker če se ne, je pol že kazditi, tako, ne, oni so grozni. Tako da dejte čuvati, rajš skinite se, to so pijavke, tako kot sem včeraj imel situacijo s tem Matjažem Mladeničem, a veš, ti ga moraš odbiti. On bi plezal do zadnjega in je plezal do zadnjega po 3 ali 4 zelo nežnih opozorilih. Je šel še zmeri probat, kaj pa zdaj, kaj boš pa zdaj Turšič. Ja, tako kot sem ti rekel, ne. Povedal bom tle vsem 107 v ušesa, da si narcis, pa piše tam prezraven, kdo si ti, a ne, zdaj sem jaz povedal tvoja stvar in to si zdaj dobil, to si čakal, ne. Pa da ni mera polna, ne. To ni še konc. On mene kliče in pravi, ne, stari, se ti nisem nič zameril, veš. Ko si mi rekel narcis. On ni rekel, stari, sorry, fakt, sem te resen te moto, ne. On mene kliče, prav, nisem ti zameril, ko si mi rekel, da sem narcis. Mislim, a štekate globino narcizma. Zdaj, on je meni dal to lekcijo včeraj pa danes. Jaz nisem vedel. Jaz sem pričakoval, da me bo zablokiral in da sva končala vse. Ne, on ve, ki bo dobil Ne ve, da ga ne bo dobil več nikoli, zato ker pač jaz sem previden in čuvam sebe s svojim energijom v red. In predtem bi vas res rad ubranil, pa vas navadil, da so res gnide pijavke zabite. In jaz jim to napišem, naslov videa, ki je bil free dopoldne, sem točno to napisal in oni se odzovejo, da je super video. Narcis, pa o njemu govorim, a štekate.
On je toliko zabit, da ne skonta. Rekel sem včeraj tudi javno, da prosim ne me obsuvati, ampak to je že drugič zaporedoma, ker sem rekel, ne me obsuvati z materiali, ker jih ne bom bral, ker ne utegnem niti svojega prebrati, tisto, kar vem, da je verodostojno, ker narcisti ne bo nikoli nič verodostojnega poslal. On pa rabi od tebe verodostojen ver. Ne? Tako da ne paliti na vsebine, ki vam jih pošiljajo ljudje, sploh jih ne gledati, ker je to samo zato, da vam vzame čas pa fokus, kam se vi odpravljate. Ne jim dati tega. Sploh ne brati, pejte svojim putem. Večkrat sem pa rekel, ne brati nič, pa bejš loviti misli, dreamcatcher in jih pejte ujeti v naravo, ker si in smo narava in tam so stvari za nas. Ena stvar, ki je ful pomembna, zdaj sem včeraj nekako dal ven novo galaktično leto, to se sliši se čist noro, zdaj pa kabum pa ognjemet. Ni to čist glih tako, dokler ne bodo stvari počiščene do konca, ne bo ognjemeta. Niti ne bo še gesare, niti ne bo, bom rekel, teh na oko vidnih sprememb. Zagotovo se zadnji dogaja, to pa itak najbrž že vsi veste, ampak je avgust pred nami res vroč mesec. Vroč mesec, kjer grejo zadnje operacije, predvidevam zadnje se dogajajo že eno leto pa pol. Ampak zdaj so te stvari že tako blizu, saj večina vas razume, da so že vidne. In zdaj avgust bo od ljudi zahteval, da se definirajo. To je tisto, kar sem rekel, definirajte svojo stran zgodovine. In zdaj bo narcis pred dejstvom. Ali kazenski vod, zdaj so to moje neke karikature. Narcisi ne bodo šli z nami naprej. Ne, morejo. Mi bomo tisti, ki se bodo definirali, če tudi popolnoma nevedi v tem trenutku, bodo rekli, ok, zdaj jaz sem se spreobrnil in nočem biti več s satanom, jaz bom zdaj tle. Ta človek bo mogel iti čez neko veliko samospoznanje, ampak kljub vsemu bo v smrtnem strahu izbral, ok, spreobrnenje in bom postal pravi človek. Ti ljudje bodo mogli dobiti en kup vsebin, materialov, predvsem najprej ljubezni in počasi razumevanja. Mi bomo vse to dali počasi, vendar. Avgust bo ta mesec, kjer se bodo narcisi srečevali s tem, če dalje bliže. Tle prihaja smrtni strah in zdaj ali ga bo strah pohrustal, se bo sam sebe pohrustal ali pa mu bo rekel, pogledal v oči pa bo rekel, ne, to pa ne. Tja gremo. In zato bo zdaj tudi tega laufanja, kar si pa je že občutiti, narcisi res grabijo, pisem, jaz vidim, kaj meni dela, probaj me popiti, da nisem se jaz zbildal, tako kot sem se, jaz bi zdaj v bolu. Resnično bi v bolu, ampak sem zbildan. Jaz vem z vsakim messageom, kaj mi hoče človek od mene imeti. A to se lahko zdaj slišva, nekaj bi ti rad razložil, sam zate bo to pomembna stvar. Ne, majster, ne bova se slišala, ker si mi že razložil, kdo si, kaj si in ne. Tvoje teme me ne zanimajo, jaz imam svoj fokus in pust me primer. Ne, se bom čist nahmalil eno kavo. Ne, majster, ne boš. Ne dam, ker ti boš iz ene kave naredil 1 uro pa pol in jaz bom od tega zmatran, ti ne boš mu nič, na koncu bom jaz pa slabe vole, zakaj sem spet padel na eno in ta isto foro. Dejte postaviti, ne je ne in ne jim dati, ker jim ne pripada. Vaš energy je divine, je nebeški, angelski, nedolžen, čist ko solza in ta prašičerija narcistična zna to sam ščikati, frderbati, zbrcati, pokozlati in ne bi do tega spoštljiva niti milimeter. Tako da ni fair, da date nekomu kretenu v roke čuvati vašega otroka, mar ne? Tako da, ok, jaz sem dost povedal zdaj o teh narcisih. Ne še, imamo še gaslighting, ki je njihova najbolj znana tehnika, da v bistvu, ko mu nekaj razlagaš, on reče, ne, to pa ti meni nisi nikoli povedal. Ali pa ne, to jaz nisem nikoli rekel. In tako rečeš, ja pa si, z mano si se tu pogovarjal, ne z mano nikoli, stari, midva se nisva o tem nikoli menila. On te gleda v oči in ti laže, direktivo. Zamegljevanje uma je tak gaslighting, on v bistvu vso situacijo pol obrača stran, ampak sej pravim, o narcisih bi rad bil tako malo bolj strukturiran, pa se bom pripravil zaradi tega, ker če mi date dinčke, bom pa tudi sedel s dinčkom še podvizal, se bom.
Ok, se pravi, jaz že imam, no, pa če ne napišem, tema o narcisih, narcisi tema, narcisi tema. Jaz sploh nisem dal prave muske, sem dal na začetku pravo musko, ne vem če, najbrž sem pozabil. Smo duše, ja, mi duše ne sovražimo. Postanemo jezni, ampak nismo dovolj samozavestni ali pa samo odločni ali pa in nimamo dosti integritete, da bi se postavili zase. Sicer pa mi duše ne sovražimo. Sovražijo tiste duše, smo tisti ljudje, ki niso ljubljeni bili dovolj. Ja? Ker v bistvu tisti, ki sovraži, če bi imel to celo mero ljubezni, pol ne bi sovražil, ne? Tako kot mi ne sovražimo. Ampak oni imamo manjka en trikotnik, ki pri pici mu fali en kos ali pa dva ali pa pojest, ne vem koliko mu fali ljubezni in zato se obnaša sovražno. In ti ljudje so sovražni, ampak če jim date sovraštvo, se njihov plac, kjer bi mogla biti ljubezen, v bistvu se sam zmanjšuje ta krog. Ne, se pravi, ti ljudje, ki se sovražno obnašajo, rabijo ljubezen, rabijo razumevanje, rabijo spoštovanje. Ampak kaj? Ne moramo mi jim dati, dokler se oni obnašajo pijavkarsko. Jaz tle sedim in lahko sebe dajem ven, ni problema, z največjim veseljem, tudi počaščen sem, a ne? Ampak pride pa narcis, ki bi mi jo pa vzel zase, mladen recimo, ali kaj je mladenič. To pa ne, dragi mladenič, tole pa ne dam. Jo dam z veseljem, ampak ti jo ne dam, da jo boš jemal. Zato res postavite ostre meje. Alright, in energy. Energy. To je naša nova valuta. Ne pa evri, pa dolarji. Euro. Kaj bi bila evro? Ne vem. Vem pa, kaj je dolar. A je še taki beseda dolar? Dolar. Dol je lutka, ar je pa are. Se pravi, ti si lutka, oziroma za lutke. Dolar. Piše na papirju, da si ti lutka. Za lutke je to, ker oni so se zlatom stvari rihtali, ne pa z dolarji. Ampak oni so bili toliko frisi, da so naredili $5. Do čemer se nafto plača, se plača v dolarjih. No, hvala Bogu, imamo sesutje tega, zdaj imamo brik in z dolarjem ne moreš več kupiti nobene nafte. Ne? To je hvala Bogu Putin porihtal. Putin je res kralj. Kakšne korake je naredil, ne vem, če sem že razlagal. Trump je kljub vsemu speljal te pedofile, kriminalce, genocidnike in vse je pripeljal na sodišče, na tribunal vojaški, so posneli tribunal in so tudi posneli njegovo smrt in tako, pač usmrtitev in tako. Putin je pa rekel, pa Trump, ti si ful delaš, mi vemo, da je on kriv, ne? Mi, v bistvu, da bi ga šli iskati za na sodišče, pa ga moš pripeljati, pa tam pa še sodniki. Tako mi vemo, da je kriv in vemo, kakšna mu je kazen. Tako da iz tega naslova mi se Putin strašno dopade, ker no mercy. In prav je tako. Žal, jaz se pravim, nisem nikoli, vsem vse dobro, nič kolikokrat ponovim, vendar genocidniki ne morejo živeti med ovčkami, med dušicami, ki so obstale, nekje ne obstale. Naše duše so tako igrive, tako zvedave, tako navihane, kot otrok, ki je dosegel 14-letno stopno. Ne? Mi ostanemo na stopni 14-letnega otroka. To je dušica. Zdaj si pa predstavljate vi 14-letnega navihanca, ne? Tik pred puberteto, čeprav zastopam, ne? Še bom rekel tisti zdravi otroci, ker zdaj je tudi vse taka lumparija, cepiva, hrana, indoktrinacija in vse, da to že niso več ti otroci. Ampak okej, smo v čistilni fazi, se bomo očistili in bo vse drugače. No skratka, mi smo te 14-letne dušice in to je tisti fazon, ki ga iščemo. Ne? Kaj pomeni živeti? Bodi tak, ko predstavlja si 14-letnega otroka. Ne? V tem kontekstu, s postavljeno integriteto, da, ker pride narcis, da ne bi slučajno pil. 14-letnega otroka pa tako mod zavrtiš, ne, kar češ, pokažeš mu liziko pa mobitel, pa stvar rešena, ne, in točno tako je tudi Satan delal, ne, mislim,
grozno bolano. Ampak ja, v tem avgustu se kao pričakuje zdaj še te zadnje čistke, kjer bodo ti narcisi počasi dobivali v ksiht, kljub temu, da tupijo, da že vse vejo, da oni že spremljajo že 2 leti vse in da jim je vse jasno, ne? Ampak se nič ne zgodi. A ja? Nič se ne zgodi. Boga milega, pa kam pa gledaš ti? Ne? Ti, ki pa je Kacinkej, pa je Linčič, pa to fantje, ki pa Krekelj recimo, pa Fafov angel, ta angel, ki ga fafa. Mislim, kakšne imena so si dali, mislim, res so kreteni že v štartu. In še jih je, kakšne rdeče čeveljce nosijo, ampak, dragi moji, teh ljudi ni več na sceni. Zdaj ne vem, ali po Putinovo, ali po Trumpovo, ne? Ker Putin bi se nič dosti z njimi ne ukvarja. Načeloma bi bilo prav, da vidimo kakšno sojenje za zares in bomo videli ta sojenja. Kaj sem hotel reči, da v bistvu, da se nič ne dogaja, da narcisi, kaj že, joj. Ne vem. Ne vem, pa zgine, pa nič hudega, narcisi probajo, vem, zmer pride nazaj, sem čas ne zaupam. Avgust bo prikaz čedalje več teh realnih pokazateljev, kaj se dogaja. Tle bodo oni spoznavali in avgust bom probal zdaj pa kar vam prebrati, da si pridemo na čisto. Evo, we are entering the higher, se pravi, vstopamo v visoko energetsko in transformativno mesečno periodo, ki je pred nami, levja vrata, portal levjih vrat. Jaz to ne zastopam, tako piše, ampak pustimo te portale, da ne bodo preveč space izveneli. Se pravi, portali odprti energije se gradijo in odpirajo 8.8. Datumov sem večkrat rekel, ne bi se rad držal in jih tudi tle ne bi vzel kot zdravo za gotovo, ampak neki 8.8 pravi, da se odpira še nekaj. Kaj to pomeni? Spet z našega vidika, to pomeni samo imeti se bolje, biti bolje, razumeti stvari še globlje in doživeti svojo katarzo, svoj blaženost, svojo milost, svoje spoznanje, zajokali boste od sreče. Gospod, težko sem ponižen, drugače svaka čast, ne? Od smeha, od sreče mi gre kar na jok. To je ta feeling, ki se vam bo porajal in prepustite se mu. Ne boste želeli tega deliti z nikomer, boste želeli ta stanja sami obdelovati, zato pravim, dajte se karantenizirati, dajte se umakniti, ker ta stanja resnično želite doživljati sami s sabo, ker vas najboljši partner, najboljši friend ne bo razumel in niti ne bo želel, da greste tja, ker ne želi. Zato, evo, milijonkrat sem že to isto ponovil, brez vode boste trpeli, ker boste kozlali pred tem, in če ne boste imeli noter kaj za bruhant, pol boste žolč stiskali ven. Tako da to so res take stvari, ki vam jih polagam na srce, ne brez veze. Tako, Anžor, se pravi, vse piše naprej, prepričajte se oziroma vzdržujte se prizemljeni, torej bosa noga razelektritev, hydrated, kaj sem rekel glihkar, voda, in fokusirani samo na tukaj in zdaj, tukaj in zdaj tega trenutnega momenta, tega zdaj, present, v angleščini se to prevede kot darilo. Present time je present, tukaj in zdaj je darilo. In tukaj in zdaj se vidi neskončnost naprej in nazaj. Ne? Videli so pesniki stvari, ki se dogajajo zdaj, v Bibliji piše tisto, kaj se dogaja zdaj. Zdaj, ne da se videti to tako s črkami pa tako, ampak to so tako močni občutki, te intuicije so tako močne, tako definirane, da se jih da že prebrati, že razumeti message. Ampak to je trening, tudi jaz nisem noben prvak tega, jaz samo razlagam, kaj se da v bistvu že malo čutim stvari. In procedura je, absolutno. Čakaj, da grem naprej, tukaj in zdaj. Embrace this magical time, se pravi, slavite ta čas s strastjo. Ja, mislim, kar človek dela rad, pa gre s strastjo, kaj ne, mislim. Strast je tisto, kar delaš rad in dej, ponavljaj to, ker ta feeling iščemo, ne tisti, ki narcisu nekaj dopoveduješ, pa rečeš, ok, grejo, da je avtobus niti že enkrat gre. Ne,
ker ne znamo tudi ne reči, ne reči, dej odpej se mi narcist, ki te nam ni poslušal ni 2 minute, ne. Pa kad on začne kričati, ker on je bolj žrtev, ne, bolano. Say goodbye to July and thank it for the continued growth and lessons. Poslovite se od Julija in se mu zahvalite za neskončno rast in vse lekcije. Dobrodošel Avgust, it's time to roar. Se pravi, čas je za rjovenje v smislu renčanje. Lev ima roar. Zdaj ne vem, kako se to čizgih prav prevede. Ja, to je ta levji kralj, bodi ti integriteta in to vse, kar se išče v miru, ne vse, kar se išče. Pri narcisih morate to vzdrževati, ne? In ne dopustiti, da se spravijo na vas na 1000 in 1, na milijardo in 1 trik imajo. Oni so žrtve, oni so božčki, oni so ful prijazni, oni imajo kakšno banano ali pa kakšno gnilo kumaro za vas, tako kot, ne. Dajte biti previdni, niso to darila taka, ker pri nas imamo en rek, ko greš na bloke, te dajo drek v roke, ko greš pa z blok, te pa še drek vzamejo z rok. V bistvu ti tisto drek, ki so ti ga dali, še očitajo. To je čist narcistična prispodoba, ne? Vse je, kako že, vse je, čak, to je napisano, vse je na vas. Kam sem napisal? Tako je, vse je na vas. Vse je na vasi. Vse je na vasi. Vse je na vasi. Ne? Na vas je. In na vasi smo vsi eno. In na vasi, kjer smo vsi eno, imamo radi naravno. Ker je naravno položena drevesa rastejo, ne? Naravno na vasi vsi eno. Mi smo kor tudi jezika, tako da dajte se poigravati, dajte uživati s temi stvarmi. Dost je, purce bodo stvari dolge naprej, pa tudi zdaj sem se mičken švoh pripravil, hotel sem po vsakem primeru dati enega za živjo. Še enkrat, link imaš ti, lahko ga podeliš s svojimi frendi, z namenom je tako, da ga podelite, ker ni ideja v tem, da se resnica ne širi, ideja je v tem, da je izkoriščevanje narcisov too much in zdaj vidim, da so se pripravljeni pregovarjati za 17 €. Odlično, so se mi pokazali še enkrat. Bog jim požegnaj, ne imajo 17, mi imamo še zmeri srečo, mir, ljubezen, zadovoljstvo, integriteto, joyful passion in ne vem kaj še vse. Pa pomagali si bomo drugemu ga povsod vseh zbildati. Samo počas, bodo oni dali 150, samo mora za tle zapiskati. Držite se, uživajte, pa se vidimo najbrž kar jutri. Ajde, čau.